Zdaj pa vabim našo naslednjo govorko, gospod Branko Javornik. Je zaslužna profesorica genetike in biotehnologije na Biotehnološki fakulteti, biotehniški, se opravičujem. Dobila je več pomembnih slovenskih priznanj. Sedaj pa tudi v okviru Gerontološkega društva Slovenije vodi sekcijo z naslovom Vitalna dolgoživost. Vsi lepo pozdravljeni, hvala lepa za uvod, Martin. Zdaj sicer jaz bom malo ponavljala in sem zelo vesela, kar je gospa pred mano povedala, ker se zelo strinjam s temi besedami. Jaz bom pa poskušala malo tole še znanstveno utemeljiti. Zdaj, pričakovana življenjska doba. No, tle je en zemljevid, ki lahko vidite, kako smo približno tam, ko je modro, smo 84 let, pa take starosti. Tukaj je pa bolj rdečkasto, je pa nižja življenjska doba, pričakovana življenjska doba. Razlike so pa grozne, in sicer kar 33 let je razlika med najvišjo in najnižjo pričakovano življenjsko dobo. Pričakovana življenjska doba je veliko povezana z razvojem družbe, s socialnim statusom in tako dalje. Je pa tako, da ta pričakovana življenjska doba raste. In to raste že nekaj časa, imam tlele napisano 17 let v zadnjih 50 letih, ne, ker je začela je rast po letu 1950, ko so se pač te razmere družbene izboljšale, umrljivost otrok je padla, to je bil eden glavnih razlogov, pol infekcijske bolezni smo obvladali in tako dalje. Medicina je bila, zna zdaj marsikaj narediti, pa nas obdržati pri življenju in tako dalje. Tako da imamo zdaj pač, smo soočeni s tem, da se življenjska doba daljša in se bo še daljšala, ne. To ne bo upadalo. Zdaj pa kako se kot družba s tem soočamo. Zdaj, eni pravijo, da smo starajoča družba, jaz mislim, da smo dolgoživa družba. In ta dolgoživost v bistvu mora predstavljati veliko priložnost in pa tudi izzive, kako se bomo tega lotili. Mislim, to je en velik potencial, ki ga lahko izkoristimo. Zdaj, pri nas različne države imajo različne sisteme, kako se tega lotevajo ali pa ne, različno, ne. Pri nas smo dobili tole strategijo dolgožive družbe, ki poskuša to dolgoživost na nek način umestiti v sisteme z trgom dela, kako bi to delali, potem z zdravim življenjem, oblikovanjem okolja za aktivno staranje, vključevanje v družbo, to so taki 4 stebri. Moram pa reči, da je zelo, na žalost, te strategije nihče o tej ne razpravlja in se ne udejanja. Tako da tu je ena zamujena priložnost in bi bilo treba, ne vem, kaj je tisto Ministrstvo za solidarno prihodnost, bi mogli to sprožiti, da bi se o tem začelo pogovarjati in da bi se začele uvajati določene spremembe, ne, ker so potrebne. Predvsem na trgu dela, na primer, in tako dalje. Tle zamujamo zelo veliko. Okej, to je, kar je družba ponuja, rečemo, ali pa ekonomija, sociologija. Zdaj, staranje, ne, z biološkega stališča imamo pač različne definicije, kopičenje molekularnih pa celičnih poškodb, pol se nam slabšajo te fizične zmožnosti pa kognitivne kapacitete in to so ta staranje v bistvu vzrok za pojav te starostne oviranosti, to se pravi krhkost, bolehnost, fizična nezmožnost in tako dalje, in pa seveda kronične bolezni, srčno-žilne, diabetes, potem vnetja, nevrodegenerativne in tako naprej. Glavni vzrok je staranje. Zdaj, bilo je že omenjeno pričakovano trajanje življenja. Jaz sem si vzela podatke od leta 19, ker pol med pandemijo je malo bilo distorted, ne. Kaj bi na tem slajdu želela povedati je to, da v bistvu 20 do 25% življenja smo bolani. Ja, čeprav imamo zelo dolgo življenjsko dobo, ampak mi smo bolani 25% življenja, to je zelo dolgo, to je 20 let. Ne? Zdaj, a se da tle kaj narediti? Mislim, to bi bilo treba spremeniti. To se pravi, da bi to obdobje, ko smo bolani, zmanjšali.
No, potem imamo še seveda te razne stereotipe, kot sem nekje zasledila, ki pravijo napredek je podaljšal življenjsko dobo, vendar to pomeni daljšo starost. Zdaj pa starost je pa lahko tudi lepa. Saj se lahko dobro staramo, ni treba, da se slabo staramo, ne? Tako da tukaj so možnosti, da se kaj naredi. No, tlele so eni računali, kako bi bilo treba, in sicer je ideja, da ne bi bil cilj dolgožive družbe, to na tem z biološkega stališča, da se zmanjša to obdobje bolanih let. Da se to zmanjša maksimalno, kolikor se da, ker veliko lepše je živeti, če si zdrav, ker si tudi pač bolj, ne. To se pravi, da bi se izboljšala kakovost staranja, no, in to bi tudi ogromno, ne samo za posameznika bilo pomembno, ampak mogoče tudi za zdravstveno blagajno. To so eni izračuni bili narejeni, tle je ta avtor Scott Andrew, priporočam, če kdo se zanima za to, ima eno dobro knjigo izdal, Longevity Imperative, ki ravno o tem govori, kako se mora družba prilagoditi temu, da imamo daljšo življenjsko dobo. To se pravi na različnih stališčih, ne samo kot družba, ampak tudi posamezniki, ne. Tudi posameznik mora začeti razmišljati, vi boste živeli do 90. leta, a veste, kaj boste delali? Si predstavljate, kako dolgo obdobje je to? Tako da je pomembno, da se začne o tem razmišljati, ne. Okej. To je ta, ne. Zdaj pa kaj pa malo naprej. No, zdaj iz biološkega stališča pa lahko mi tukaj prispevamo tako imenovan k biologiji staranja, to se pravi, da se bomo boljši starali, k dolgoživosti, to je tako imenovana geroznanost tukaj not, ali pa biogerontologija, odvisno, kjerem delu predela si, kako to imenuješ. No, in želja je, kot je tlele v oklepaju, da ko bomo stari, da bomo še vedno fit pa dobri, tako. To je ideja. Zdaj pa kaj je dolgoživost, ne. Dolgoživost je pač dolgo življenje posameznika, ne. Dolgoživost pa je odvisna od genetske konstitucije posameznika in pa od okolja, v katerem živimo. In tle je zdaj, koliko je genetike, pa koliko je okolja. Okolje pomeni vse, prehrana, telovadba, to se pravi interakcije, notranje, zunanje, izpostavljenost okolju in tako dalje. To vse okolje, ki vpliva potem na naše gene, kako se bojo izražali. In to nam determinira pol dolgoživost. Zdaj, na gene ne moramo veliko vplivati, ker imamo, kar imamo. To, kar smo dobili, imamo. Lahko pa veliko vplivamo na okolje. To je pa tukaj, ker lahko mi delamo. Zdaj bom pa, mislim, malo bolj osnovno, ne vem, koliko to poznate, nekateri bolj, drugi manj, in sicer raziskave te biologije staranja, kako je to teklo, ker včasih pred 15 leti to ni bila taka zelo bistvena tema. Ni bila tako pomembna tema, se je manj govorilo, pred 20 leti so se norca delali s tistih, ki je rekel, da se zanima za to, za biologijo staranja. Tako da je zdaj v zadnjih 15 letih je pa to boom ratal, je pa zdaj revolucija. No, raziskave staranja potekajo na modelnih organizmih pa dolgoživih organizmih. To se pravi to. Potem imamo stoletnike, ki so tudi zelo hvaležen objekt za proučevanje dolgoživosti. Ja. In sicer, kaj se dela pri teh raziskavah, eno je sama genetika, odkrivanje genov, ki so povezani z dolgoživostjo, če to najdemo, na primer. Potem odkrivamo evolucijsko ohranjene biološke procese, povezane z dolgoživostjo, ki jih je kar nekaj, pa pri vseh organizmih so enaki, tako da nam miš pomaga. Če pri miši kaj odkrijemo, lahko potem prevedemo mogoče na človeka. In pa ohranjanje teh metabolnih poti povezanih z boleznimi, to je ena taka zelo resna zadeva, naprimer, ko smo govorili o rasti življenjske dobe v Ameriki, Združenih državah Amerike je padla, ne, za skoraj 2 leti, in to pač povezujejo z načinom življenja predvsem. No, in te raziskave, ki se tle dogajajo, akumulirajo grozno količino podatkov, ki se potem zbirajo v podatkovnih zbirkah, različnih genomskih, proteomskih in tako dalje.
in se obdelujejo zdaj sploh, ko je ta umetna inteligenca, je to zelo elegantno lahko, ne, obdelovati te podatke. To tako zgleda, ne, to se pravi, tukaj imamo te modelne organizme, ki jih lahko mutiramo, pol pa gene proučujemo zaradi tega, ker ko ga mutiraš, vidiš, kaj povzroči ta gen, pol gre to v dato podatkov, v bazo podatkov in to pol primerjamo na človeški genom, a lahko kaj dobimo ven, ne. Tako, no, to je en primer. 1000 genov so našli, ki so povezani z staranjem, in naprimer 115 je bilo takih, ki so povezani z restrikcijo kalorij. Ja. To je en tak diagram, ki ga ne bomo, ker je premali, da bi se videlo, ampak lahko vsaj to vidite tlele. Naprimer pred letom 80 ni bilo kaj veliko se dogajalo, ne. To se pravi, zdaj bolj gremo proti letu 2020, več je tega dogajanja. Več se odkriva, več se najde, več se ve, kar se tiče staranja, to se pravi procesov staranja, ne. Zdaj prvi dokazi, jaz to hitro šli skozi, da ne bom predolga, to so te modelni organizmi, kjer so našli prve dokaze, da imamo neke gene, ki vplivajo na staranje, ne. To je bilo že leta 88 pa 93 odkrito, no, in pa so bili pozorni, mi imamo pa tle neko genetiko, nekaj lahko sklepamo z tega. Podobno je bo, to se pravi, pri temu pravijo črv tudi ali nematoda, ogorčica po slovensko. Podobni rezultati so bili pri kvasovkah, kjer so tudi našli, da imamo neke gene, ki uravnavajo staranje. Tle so te slavni sirtuini bili odkriti. Tako, in pa pri vinski mušici podobno, ne. To so te modelni organizmi, jaz ne vem šla, ampak tle za te organizme imamo mi na razpolago ogromno podatkov, lahko jih mutiramo, lahko proučujemo gene in zato so toliko dragoceni, ne. No, potem pa imamo miš, najprej gremo na te osnovne modelne organizme, pa ko najdemo kak na primer zanimiv gen, pa gremo pol gledati še na miš naprej, kako je pri miši. No, pri miši na primer tle je bilo zelo zanimivo, da so že leta 1930 odkrili, da če miši starajo, da živijo bolj dolgo. Stradamo, to se pravi zmanjšan vnos kalorij, so živele bolj dolgo, ne. No, mislim, je bilo 2000 ali 2004 so pa postavili to se pravi ta Nacionalni inštitut za aging v Ameriki je postavil potem tak testni program, intervention testni program, ki še danes deluje in v tem programu se testirajo vse te različne učinkovine, ki se danes poskušajo odkriti, a bi lahko vplivale na procese staranja ali ne. To se pravi, tle je en tak protokol postavljen, da ni to kar tako, da ne dela vsak po svoje. No, kot smo rekli, te modelni organizmi, kar imamo, zdaj, to sem že povedala, da ne bom ponavljala, in nam pač dajo kar dobre rezultate. No, poleg tega modelnih organizmov pa raziskave tečejo tudi na tehle živalih v glavnem, ali pa organizmih, ker imamo tle še meduzo, ki živijo zelo dolgo. Bolj dolgo, kot pa bi pričakovali, na primer grenlandski kit 200 let živi, kiti drugače živijo 60-70 let, kaj takega, ne. No, in te organizmi, ki živijo dlje, so zanimivi in tle se tudi kaže, da je v bistvu staranje ali pa dolžina življenja izjemno variabilna. Je lahko zelo variabilna, tako da ni določena, ne. Ni določena, da bo pa zdaj ena vrsta pa živela samo recimo 50 let, ampak lahko več. Saj tudi pri človeku vidimo, da eni živijo 60, drugi pa 100. Tako da tle je kar veliko variabilnosti. In to nam tudi pol pomaga pri odkrivanju kakih zanimivih genov. To je ta
podgana, afriška, gola podgana, potem grenlandski kit, pol je ta meduza, ki se znova in znova povrne v mladostno obliko. No, in to so analizirali in so našli pač kar neke zanimive gene, ki so vključeni v te procese staranja. Veliko je genov povezanih, naprimer, pa bomo videli naprej z stabilnostjo DNA, ne, to se pravi, ker tam iz DNA potem vse gre naprej, ne, izvira se. Tako da tovrstne raziskave so zanimive. No, potem imamo pa te raziskave stoletnikov. To je stoletnikov pomeni 100 ali pa od 95 do 110. Ta razpon, to je ta gospa najstarejša do zdaj, 122 let in 164 dni, zabeleženo najstarejša starost. Zdaj, jaz nisem tisti tip, ko bi šla v to, koliko časa bomo živeli, ali živeli 150 let, ali bomo 200 let živeli, ali so možnosti, ali niso. O tem je veliko debate. Jaz nisem tak tip. To je za prihodne generacije. Ja. No, pa družine tudi imamo, ki, naprimer, to je ena družina Kan, kjer so vsi bili čez 100 let stari, ne. Vsi, 2 sestri pa 2 brata in so bili stari, ne vem, 104, 108 let in tako dalje. In to so zelo hvaležne populacije, saj jih je več, po 500 ali pa še 1000 jih zberejo, da to pol proučujejo, ne. No, naslednja zadeva, ki pa je še pomembna, je pa tudi zdaj pri človeku, ne, mi delamo zelo težko, proučujemo staranje, ker je to dolgo časovno obdobje, ne. Ne vem, če začnemo pri 50, pa bomo 40 let čakali do 90. leta, da bomo lahko kaj izmerili, ne. To so tako težke zadeve. Zato so se zdaj uveljavili tako imenovano vrednotenje staranja, ne, s katerimi lahko na nek način malo bolj hitro to ocenimo. Ali pa ugotovimo spremembe. Naprimer, zelo znani, uveljavljeni so klinični ti bioznačevalci, to so geriatrični, to so že stari in so poznani. Jaz upam, da bodo v Sloveniji to zdaj speljali, ta sistem. NIJZ ima neko program ali projekt za vrednotenje tega, ker geriatrija je pri nas zelo slabo razvita, oziroma je skoraj ni, no. Tako da to. Z temi novimi tehnologijami se pa zdaj razvijajo te sodobni bioznačevalci, ne, ali pa biomarkerji, če hočete. Eno lahko že uporabimo krvne parametre, so že zelo hvaležni za računanje. Pol je DNA metilacija, to se pravi tako imenovane epigenetske ure, to pa izračunajo ven biološke ure, glikirani proteini in še enih par drugih je. No, DNA metilacija, to se pravi epigenetske ure, pa krvni testi, to so najbolj popularne te ure, s katerimi lahko, ko dobimo te parametre, lahko pol s tistimi algoritmi izračunamo biološko starost, ne, ki je lahko enaka kronološki starosti, lahko je pa nižja ali pa višja. Zavisi, v kakem stanju je posameznik, ne. In lahko tudi, naprimer, če kjer želi se izboljšati, ne, naprimer življenjsko ali pa zdravstveno stanje, lahko s takimi urami malo sledi, koliko je, ne vem, nekje štarta in potem čez 1 leto spet zmeri, če je vmes bil priden, pa telovadil, pa ni jedel, potem lahko ima kakšne boljše rezultate. To so možnosti, ampak kot sem rekla, te ure pomagajo za oceniti, koliko je to biološko starost, ne. To je zelo, zelo pomembno. Tudi če kakšne poskuse delamo, lahko potem to gremo. Zdaj, pri tej staranju, biologiji staranja so se uveljavile tako imenovane hallmarks of aging, to se pravi ene značilnosti staranja. Zdaj jih je leta 2024 je bilo objavljeno ponovno in jih je 12 takih značilnosti, ne, staranja. Tukaj v tem krogu so prikazane, to se pravi, kateri procesi so vse vključeni v to staranje, ne.
In na molekulskem nivoju imamo naprimer stabilnost genoma, je zelo pomembna, tle predvsem koliko nam te popravljalni mehanizmi delajo, ker morate vedeti, da imamo 1000 mutacij vsak dan in da te naši popravljalni mehanizmi zelo intenzivno delajo, da nas vzdržujejo v določenem stanju, staranjem pa to se mal pokvari, ne gre več tako dobro. Potem imamo skrajševanje telomer, jaz to sicer nisem čisto prepričana, to je zelo popularno merilo za oceniti starost, ker z staranjem se telomere to so na koncih, tlele imamo na koncu kromosomov imamo take posebna nukleotidna zaporedja, ki se z starostjo krajšajo in to pa lahko pomeni, da kromosom ne bo več tako deloval, kot bi mogel v celični delitvi. Pol imamo epigenetske spremembe. Epigenetske spremembe so izjemno pomembne, ker epigenetske spremembe to je tisto, ko mi z okoljem, to se pravi z načinom življenja, z našim življenjskim slogom, to gre pol preko epigenetskih sprememb. Epigenetika potem vpliva na izražanje genov. Mi vplivamo na epigenetiko, epigenetika pa na izražanje genov. Tako da to je izjemno pomembno. Je pa res, jaz to skozi opozarjam, da to ne razumemo še popolnoma. Ne poznamo, se trudimo, gre v tej smeri vse. Eni sicer zelo prehitro to sklepajo, ker vse epigenetske spremembe povzročile, ampak to so vsaj štiri te modeli so, 4 procesi so, ki vplivajo na te epigenetske spremembe in je pri interpretacijah treba biti previden. To, kar bi rekla o tem. Pol imamo izgubo proteostaze, to se pravi, da se nam beljakovine malo podirajo, se nam te kopičijo slabe beljakovine. To je, kar je tukaj. Potem na naslednjem imamo nivo organelov, tlele je ta naša elektrarna, mitohondriji začnejo pešati in ne delajo več tako dobro, ne proizvajajo več toliko ATP-ja oziroma energije, ki rabimo za organizem, ne. Prizadeta je pa tudi avtofagija, to se pravi, to je tisti proces, ko odstranjuje celične odpadke iz telesa, in če to se ne dela dobro, se pač ti odpadki kopičijo in lahko slabo vplivajo na življenje. Pol imamo nivo celice, to je celična senescenca. To je, tako rečejo, to so zombi celice, to so celice, ki se ne delijo več, ne pa odmrejo, ampak v okolico pa pol spuščajo določene, predvsem citokine, ki so lahko zelo škodljivi za okolico, ne. Tako da niso zaželene, to so na pol mrtve celice, ne, zombi celice, zato jih tako imenujejo. In pa izčrpavanje matičnih celic, to boste več slišali o matičnih celicah pozneje. Mislim, se utrudijo očitno in niso več take kot pa pri mladih, ne. Da ne delujejo več tako dobro. Pol imamo nivo organov, tlele imamo kronična vnetja, to so konstanta, ne. In ta kronična vnetja tudi pol povzročajo različne bolezni. Potem je zelo pomembna ta deregulacija zaznave hranil. To so predvsem metabolne motnje, kar je posledica pol diabetes in tako dalje, ne, in arterija, skleroza in take zadeve. To je vse povezano z metabolnimi motnjami in potem razvijamo te bolezni, ki so zdaj zelo razširjene in tudi ponekod glavni vzrok smrtnosti, ne. Pa imamo pa še to sistemsko povezavo, ko imamo medcelično komunikacijo, ki je pomembna, in pa zdaj v zadnjem času izjemno poudarjajo mikrobiom. Jaz tle nisem še toliko sigurna, mikrobiom je postal popularen, recimo 15 let nazaj, in se pa zdaj kopiči znanja počasi, se akumulira in se pač ve, kaj in kako se to dela. Eni bolj to poznajo, drugi manj.
dajo pa izjemen poudarek mikrobiomu, ker očitno mikrobiom, vse te bakterije, ki jih imamo v naših prebavilih, ne, vplivajo tako na procese metabolne, fiziološke v telesu, zaradi tega, ker pač, ko se hranijo, potem producirajo te mikroorganizmi, producirajo različne metabolite, ki vplivajo lahko potem na te procese, ne. Tako da je zelo pomembno, kako sestavo imaš tega mikrobioma, ne, jaz lahko povem, da imam zelo dolgočasno zelo nizka diverziteta, taka tipična zahodnjaška, so mi napisali, ker sem si pač dala to analizirati, no. Ampak se da, mikrobiom si je tudi mogoče izboljšati, zdaj eni te prebiotike propagirajo, lahko je pa čisto kislo zelje, kisla repa, so že kar v redu zadeve, pomagajo. Tako. No, zdaj pa tlele smo rekli okolje, pa geni, pa imamo procese staranja, pol se razvijajo geriatrični znaki, pa kronične bolezni in na koncu pride do smrti in invalidnosti, ne. Zdaj pa kako pa lahko tlele mi not posežemo, kakšne imamo možnosti za vitalno dolgoživost, ne. A imamo kakšne šanse tukaj? Ja. No, ena je, da imamo dedno zasnovo. Tako, ki nam bo omogočila dolgoživost, ampak to ni odvisno od nas, to je odvisno od staršev in pa od sreče, kakšna je rekombinacija starševskih genov. Tako da tle nimamo veliko vpliva in to zavisi od sreče. Drugo je vpliv na znane biološke mehanizme in procese staranja z življenjskim slogom. Tle pa lahko veliko naredimo, ne. Način prehranjevanja, tako kot je gospa povedala prej, način prehranjevanja, fizična aktivnost, to je najbolj važna, spanje, osebno zadovoljstvo. Če to na nek način obvladamo, imamo šanse, da bomo kar, ni rečeno dolgo, ampak zdravo živeli, no, tako. No, in ta tretja, ki pa se zdaj zadnje čase pojavlja, to je pa uporaba geroterapevtikov ter celičnih in genskih terapij. To zdaj še ni, mislim, ni to, to bo mogoče v prihodnosti, jaz pravim, tako kot je Erik Verden rekel, direktor Bach instituta, da čez 5-10 let lahko to pričakujemo, da bo to v praksi uveljavljeno. To se pravi, da bomo imeli zdravilne učinkovine, ki bojo vplivale na določene procese staranja, tisti, ki bo pri nas slab, ne, naprimer, da ga bomo lahko izboljšali. Ampak zaenkrat tega še ni, predvsem ni kliničnih testov na ljudeh, na miših je kar precej narejeno, ampak ne na ljudeh, tisto, kar pol šteje, in seveda pa te agencije morajo to pol potrditi pa odobriti. Tako. No, ampak to so te možnosti, ki jih imamo za to dolgoživost, in seveda ta druga je najbolj enostavna, ne, ker to lahko sami naredimo. No, proučevanje 100-letnikov, tlele mislijo, da je pri 100-letnikih, da je 75% gena vpliva na njihovo dolgoživost, 25% pa okolje, ampak to je ocena. To je ocena, ki ni čisto jasna, zdaj pri teh 100-letnikih so odkrili par genov, ki so povezani z dolgoživostjo. Zanimivost so pa tudi taki geni, ki so prisotni, pa so znani, da so bolezenski geni, pa pri njih ne povzročajo bolezni. No. Tako, no, ne bom zdaj to. To so neke take analogije z rakom, ne, ko imamo supresorske pa one gene, tle imamo gerogeni pa gerosupresori, to so to, kar se je zdaj odkrilo in je povezano z dolgoživostjo. Ti gerogeni zmanjšujejo dolgoživost, oni supresori pa jo podaljšujejo. Okay. No, bom jaz tole malo preskočila zdaj vse skupaj. Naprimer, pri teh 100-letnikih so delali intervjuje in ni samo to, da naprimer oni prehrana, telesna aktivnost pa razvade niso kakšne zvezde, ne.
da bi bili vzgled. Ampak imajo boljšo genetsko zasnovo, ne, tako da oni se lahko prevošijo. Imajo pa tudi vrednote, ki so zelo pomembne, ne, naprimer podpora družine in okolje, pozitivno razmišljanje in tako dalje. To so pa stvari, ki so izjemno pomembne, pa mogoče manj govorimo o tem. Če imamo pa to, ko smo rekli, te znane biološke mehanizme, ki vplivajo na procese staranja, tle pa je mnenje, da je 75% okolja, pa manj kot 25% geni prispevajo, ne. Čeprav za ocene za genetski prispevek so zelo različne, jaz sem zdaj to malo študirala, moram reči, da imamo od 10 do 40% razpon, tako da ne vem. Ja. Ampak pomembno je, da mi lahko vplivamo na okolje, tako da se bojo naši geni najbolje odzvali za uravnavanje vitalne dolgoživosti. To moramo delati, ne. Zakaj? Pri selekciji, ne, ko smo bili še tisti lovci pa nabiralci, ne, smo imeli zelo skromno prehrano, pomanjkanje hrane in takrat so se razvili zaščitni pa vzdrževalni sistemi organizma. Včasih so pa ujeli kakega mamuta in so se pol najedli, ne, in so pol imeli pa tudi tak sistem, da so znali to shraniti za hude čase. Ne, to je zdaj, kar se mi debelimo, ne, to so te geni, ki so njim pomagali v stiskah. Ne. No, te gene smo mi podedovali, ampak zdaj imamo totalno drugo okolje. Čisto drugo okolje in ne funkcionirajo več ti geni. Ne funkcionirajo. Ne. Tako da v tem sedečem, obilnem pa debelilnem okolju pač ne morejo funkcionirati in zaradi tega imamo potem vse te bolezni in tako dalje. No, to bi sam povedala, tale vpliv na okolje. Zmanjšan vnos kalorij. To pomeni manj hrane. Vpliva na podaljšanje življenja. Tle je milijone poskusov bilo narejenih in vsi to potrjujejo. Brez dvoma. To se pravi, mislim, na glodavcih tako pol ta rezus opice malo sporen, pa tudi pri človeku so to gledali, ne. In se je to pokazalo, da zmanjšan vnos hrane pomeni daljšo življenjsko dobo. No, to so še eni tako. To se pravi, zmanjšan vnos kalorij podaljša zdravo življenje, ampak je pa zavisi od spola, starosti, genetskih dejavnikov pa zdravstvenega stanja. Tako da mora vsak posameznik pri sebi presoditi, preceniti, kako in kaj. Tegale še pokažem, kar se tiče fizične dejavnosti, tudi kar je povezano z geni. Ko smo bili nabiralci, lovci pa nabiralci, ne, takrat smo prehodili, takrat smo prehodili 10 kilometrov na dan. Zdaj prehodimo maksimalno 2 kilometra. To je ta razlika v fizični dejavnosti. Pa tudi oni niso spali na dormejo poslah in tako naprej, ampak na tleh sedeli so drugačne v kakih takih foteljih in to vse vpliva. Ne? To so te razlike. Okej. Imam pa pol tele geroterapeutike, mislim, tle moramo vedeti, da je zdaj revolucija v tem, mislim, tle velika vlaganja v to, filantropski denar, potem tale pa zagonska sredstva in se zelo, zelo veliko proučuje. To je, bom samo tega pokazala, geroterapeutike, eni testi, ki so bili upravljeni, rapamicin, senolitiki, naprimer, NAD prekurzori in tako dalje. Na tem se veliko dela. To, kar se je tretiralo, do zdaj so se pokazali na miših tele, estradiol, akarboza, metformin, potem je ta NDGA kislina, pa rapamicin. Te so se na miših pokazali, da podaljšajo življenje, pa tudi na drugih teh modelnih organizmih. Metformin se zdaj testira menda na človeku, pa bomo videli, kako je. Ne. Tako. Pa imamo celične terapije, to bo v matičnih celicah naprej vemo, jaz bi samo to rekla, da je možno reprogramirati celice.
To se pravi, da jih reprogramiramo tako, da jim obrnemo razvoj nazaj in jih pomladimo. To je mogoče narediti, to so eni Yamanaka faktorji in tako naprej, to se veliko raziskuje, tudi epigenetika je tle bistvena. Zdaj, koliko je to uspešno, koliko ne, zavisi, kdo to predava. Tako da jaz nisem čisto sigurna. Potem imamo pa genske terapije, ne, tle pa tudi delajo. Mislim, transformirajo gene, naprimer gen za telomerazo, pa za mišično maso so transformirali v miši, pa so videli, da se je podaljšalo življenje. Imamo pa tudi primer ene gospe, ki si je transformirala tale gen in se je ta tert gen in se ji ne skrajšujejo telomere. Ok, to bom jaz končala s tem. No. Zdaj vse vitalna dolgoživost, to so izzivi in priložnosti za bodočo družbo. Ne, zdaj družbeno se moramo tega lotiti, upam, da se bojo. Ne. Tle moramo pa biti malo pripravljeni na to, kar bo prišlo iz teh raziskav biologije staranja, ker tlele bo velik preskok in velike spremembe. Ok, hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, Branka, za to odlično predavanje. Tudi tako, čez celo področje ste šli. Vse sem povedala. Zdaj, s časom smo tako rahlo natesno, tako da koliko damo eno dolgo ali pa dve kratki vprašanji, pa če ima kdo iz publike. Če ne pa na Zoomu, je kakšno vprašanje? Ok, ljudje so še malo sramežljivi. Pa bom pa jaz nekaj vprašal. Zdaj, veliko je govorov o tem epigenetskem reprogramiranju, pa me zanima bolj v detajle, koliko to obljublja. Bo lahko to neko revolucijo prinesel na področju ali ne? Ja, se sliši tle. Ja, jaz mislim, da bo. Samo je treba še kar veliko dela vložiti, da bomo to bolj razumeli, ker to moramo znati kontrolirati. Te procese, če bomo spreminjali, če bomo pomlajevali celice pa organizme, moramo to znati zelo dobro kontrolirati, da ne gre v kako napačno smer, naprimer v razvoju raka ali kaj podobnega. Ne. Ampak vemo, to so epigenetski procesi so reverzibilni, to se pravi, se dajo spreminjati in tukaj je velika možnost. Jaz mislim, da čez 5 let, 10 bomo to imeli. Ne. Se veselim, ja, pa vas tudi, ja. A je še eno vprašanje na Zoomu? Koliko po vaših raziskavah že sedaj pomaga umetna inteligenca? Ogromno, naprimer, se razvijajo različne platforme, zdaj vsi ti podatki se lahko zelo elegantno obdelajo z umetno inteligenco in dobiš tudi malo bolj zanesljive podatke ven kot prej za tistimi raznimi pristopi. Tako da mislim, da to je še en dodatek k temu, da bo razvoj na tem področju šel še hitreje naprej. Ne. Super, odlično, tako. A še eno vprašanje? Koliko vaših raziskav? Intermittent fasting. To propagirajo, jaz nisem pravi človek, moram angleško. Jaz nisem pravi človek, da me vprašali o dietah, ker ne verjamem v njih. Mislim, da mora vsak človek pri sebi ugotoviti, kaj mu odgovarja in kaj ne, pa tako, da se ne redi, ne, naprimer. To. Drugo je pa, intermittent fasting je koristen zaradi tega, ker v bistvu manj ješ. To je glavna finta po mojem mnenju. No. Nisem pa jaz ekspert za to, ampak za učink, ne, se mi zdi zaradi tega, ker ti imaš tistih 6 ur ali 8 ur, ko ješ, ostalo ne in s tem v bistvu je manjši vnos hrane. Super, odlično. Lepa hvala in aplavz še enkrat.